Ja, lepo zdrav, tudi z najne strani, da so se zmenila, da nekako jaz začnem, da imam povod v celotno to tematiko, gospa doktor pa bo potem šla bolj konkretno tudi k samemu zakonu in k arhivom, se ona sama s tem direktno neposredno ukvarja, torej je človek, ki lahko z prve roke pove, kaj za njo, kot raziskovalko v arhivih in kot zgodovinarko tudi ta zakon pomeni. Jaz mislim, da je pa potrebno tudi ta zakon videti v nekem širšem kontekstu, dejansko v širšem političnem kontekstu. Ta kontekst pa je zaznamovan z nečim, kar v Sloveniji predstavlja določeno obremenitev naše družbe in pa našega družbenega življenja. Namreč v zadnjem obdobju, posebej še, če se spomnite, v tistem obdobju, ko so tudi slovenski novinarji obiskovali gospoda Zemljariča, se je dejansko pokazalo, da nekdanja slovenska Udba ni nekdanja, ampak je sedanja. In ker je sedanja, to seveda pomeni, da se je na nek način ta stara udbovska mreža uspela skozi 20 let samostojne Slovenije na nek način na novo vzpostaviti, ali pa če tako rečemo, sploh se nikoli ni do kraja ukinila, ampak je seveda se za nekaj časa morda tam v 90-ih letih nekoliko umaknila, potem pa je skozi različne možnosti, ki jih seveda demokracija daje, izkoristila tudi te možnosti, posebej še recimo, če pogledate poslovni svet, kjer je vzpostavila nazaj te svoje mreže. Tako imate tako rekoč vsesplošno znane sodelavce Udbe, ki se sprehajajo po Sloveniji in ki tudi v tej državi odločajo recimo o poslovnih zadevah. Isajlović je eden izmed takih oseb, ki je bil celo tako rekoč svetovalec ministra za finance, dokler se to ni sproblematiziralo in se ga je pač potem minister otresel, verjetno lahko domnevamo takrat na pobudo predsednika vlade, sedanjega predsednika države Pahorja. Potem ob Zemljaričevem primeru smo več kot očitno videli, da ta gospod pri svojih 80 letih še veselo gospodari v slovenskem gospodarstvu, torej da ima še vedno svoje lovke razpredene na področju zdravstva. Hkrati pa tudi vsi vidimo in doživljamo, kako so imele vse vlade velike težave z zdravstvenim resorjem, da so tu ministri en za drugim zapuščali položaj, da takrat, ko so zapustili položaje, niso nikoli točno povedali, zakaj. Govorili so o tem, da ima takšne in drugačne težave, doven pa ni s priimkom in imenom povedal, zaradi koga imajo težave, tudi spet lahko mi državljani špekuliramo, zaradi koga imajo, ampak očitno imajo težave tudi zaradi tistih, ki imajo takšno ali drugačno udbovsko ozadje in katerih moč je, vse tako kaže, vse v naš čas tudi v zdravstvu, tako izjemna, da niti izvršilna veja oblasti ne uspe spraviti tega sistema pod kontrolo. In to nas seveda kot državljane mora zelo resno skrbeti. Zdravstvo najbrž ni zadeva, ki se tiče samo tistih, ki brskajo po arhivih, ampak zdravstvo je zadeva, ki se tiče vseh državljanov. In če bi se ljudje zavedali, da dejansko so te zgodbe povezane z našim vsakdanjim življenjem, potem bi jih bilo več nocoj tukaj, ker bi se zanimali za problem, ker bi hoteli si dobiti več informacije, ampak žal očitno v Sloveniji tega interesa zmeraj manj, smo tudi videli na zadnjih volitvah, in potem bi bil seveda tudi javni interes za razčiščevanje te problematike bistveno večji, kakor pa je. Tako da jaz mislim, da to je recimo en vidik in en kontekst, ki nas mora skrbeti ob dejstvu, da tako imenovana anonimizacija, o kateri bo gotovo gospa Grisarjeva povedala, kaj to v tehničnem pomenu
pomeni za arhivsko raziskovanje, ta anonimizacija seveda v vsakem primeru otežuje dostope do arhivov. Zdaj, recimo, zakaj sem se jaz tudi angažiral pri tej zgodbi? Zaradi tega, ker sem eden izmed tistih, ki sem imel opravka z Udbo, ki sem tudi prišel v arhiv in sem zaprosil za informacijo, če razpolagajo z dokumenti, o katerih se tudi jaz omenjam. Ja, in sem do tega prišel, lahko rečem, brez nekih večjih težav. Tudi drugi najbrž iz mojega stanu bi lahko bili zainteresirani, kaj je o njih zapisano in kdo jih je recimo zasledoval, preganjal in kakšne informacije so vse dobivali na tako imenovani mini koordinaciji, katere član je bil tudi nekdanji predsednik Milan Kučan in tako naprej. Skratka, del arhivov, ki še je ostal, potem, ko so jih seveda v veliki večini uničili, ta del arhivov je izjemno pomemben za našo zgodovino, za našo preteklost in za našo sedanjost in zato bi bilo edino logično in smiselno, da bi se ob tem, ko so nekateri raziskovalci v zadnjem obdobju naleteli na nekatere konkretne podatke, ki govorijo o konkretnih osebah, ki so počele konkretne stvari še v 80-ih ali celo v 90-ih letih, da bi te stvari bile čim bolj dostopne, odprte za raziskovanje in da enkrat to svojo zgodovino totalitarnega sistema razgrnemo, kolikor se seveda to da. In mislim, da tu je vedno znova poizkus, kako na nek način zavirati dostop do še tega, kar je ostalo. Je zanimivo še tudi neko drugo dejstvo, v Sloveniji še nišče do danes ni odgovarjal za to, da so se arhivi uničili, čeprav se ve, kdo je bil takrat na oblasti, kdo je imel izvršilno oblast, kdo so bili konkretni ljudje, ki so dali očitno navodila, da se je to počelo, ampak to javnosti slovenske ne zanima, da bi to zadevo tako daleč gnala, da bi enkrat ti ljudje prišli pred sodišče, ker ti ljudje zaslužijo sodne postopke in zaslužijo tudi obsodbo, ker so kršili tako rekoč neko temeljno civilizacijsko pravilo, da se narodnega blaga, kar arhivi so, ne sme in ni dovoljeno na ta način uničevati. Jaz kot državljan in kot civilist si pa ob tem postavljam seveda tudi neko drugo vprašanje, ki bi si ga morali vsi Slovenci postaviti. Zakaj pa je nekdo neke uničil, če je pa tako nedolžen in svet, da je vse svoje življenje v politiki počel same dobre stvari? Torej, tisti, ki je počel v politiki celo življenje same dobre stvari, nima razloga, da skriva dokumente ali jih uničuje, v katerih eventualno nekaj o njem piše. To velja za celo staro partijo, kajti cela stara partija nam je komandirala več kot 40 let in ona je uporabljala tajne službe in torej, če je bila tako na razpolago svojemu ljudstvu in državljanom, potem bi mogla biti vesela, da ima arhive na razpolago, potem bi jih mogla danes odpreti, potem bi mogla z njimi dokazovati, kako je pravzaprav celo obdobje svoje vladavine delala samo za ljudstvo, če pa je govorila, da dela samo za ljudstvo. Torej, vsakemu normalnemu človeku bi najbrž lahko prišlo na misel, da je temeljno vprašanje, zakaj se je to uničilo, če ni v njih bilo nič takega, kar bi bilo proti ljudstvu. Če pa se je uničilo zaradi tega, ker so hoteli skrivati ali svoje politične zgrešene odločitve, ali svoje celo kriminalna dejanja, potem pa bi seveda v vsaki civilizirani in normalni državi morali ti ljudje danes biti že zdavnaj sprocesirani in tudi sedeti v zaporu. Namesto teh pa se ukvarjajo z drugimi, med drugim tudi z mano, zato ker sem rekel, da je korupcijska komisija namesto protikorupcijska in zato ker sem rekel, da njihovo stališče zame vredno 0,8. Za te dve besedi hodim po sodišču in ne vem, kaj se bo zgodilo, kako bom kaznovan ali ne bom kaznovan. Torej, to je veliki problem, s katerim se ukvarja Slovenija. Ne ukvarja se pa dejansko s tistim, s čimer bi se morala, med drugim tudi
z takimi zadevami, kakršno je bilo uničenje arhivov. Tako da jaz mislim, da je pri tej celi zgodbi seveda potrebno videti tudi širši in politični, in družbeni, in javni, državljanski kontekst. In moram reči, da obžalujem, da tudi nekateri ljudje na desnem političnem polu tako imenovanega pomladnega bazena niso razumeli, v čem je poanta. Če bi razumeli širši politični kontekst, v katerem se je pripravljala sprememba te zakonodaje, potem ne bi smeli tako odreagirati, kot so odreagirali. In mi je zelo žal, če so zopet nasedli nekim teoretičnim stališčem, ki sicer na prvi pogled dajejo vtis, da se neka stvar odpira, dejansko, ko pa pogledaš v detalj, pa temu ni tako, ne? Ampak vse veste, hudič se vedno skriva v podrobnosti. Ne, gospod Grisa? To je res, ne? Ja, izvolite. Naš problem je seveda, da nismo imeli nobene lustracije ob prevratu. In to se pravi, da so isti ljudje, ki so bili nosilci javnih služb v starem sistemu, ostali. In ta problem je seveda vse posod na sodiščih, na univerzah, tisti, ki so poučevali marksizem, poučujejo danes demokracijo, ne? Ne, da bi pravzaprav se zavedali tega, oziroma da bi pokazali, da so svoje stališče kakorkoli spremenili. In prav zaradi tega potrebujemo arhive, da ugotovimo, kaj so ti ljudje delali v času komunističnega, torej totalitarnega režima, ne? Mi bomo šli 8. junija, že drugič bomo odločali o noveli arhivskega zakona, torej o dostopnosti oziroma nedostopnosti arhivskega gradiva komunističnega režima, čeprav smo leta 2011 zelo prepričljivo z 71% zavrnili pravzaprav zapiranje arhiva. Takrat so predlagatelji novele videli pravno kontinuiteto med UDBO in Slovensko obveščevalno službo SOVO. Kako zelo prav so takrat imeli, vam lahko povem, ker čeprav bi morali po zakonu že zdavnaj oddati gradivo Arhivu Slovenije, je lani marca, ko je bil direktor arhiva še Jože Dežman, ki so ga potem odstavili seveda, prišlo 130 škatl arhivskega gradiva v arhiv, ki bi že zdavnaj moralo biti predano. In letos je prišlo še 13 škatl. In vseh teh 13 škatlah se ukvarjajo z uničevanjem gradiva. Šele sedaj nam je pravzaprav popolnoma jasno, kako načrtno so uničevali arhivsko gradivo v Sloveniji. Uničenega je bilo po zelo previdni oceni 80% arhivskega gradiva. Če primerjamo to z vzhodno Nemčijo, tam je bilo uničenega 5% arhivskega gradiva, ker so se ljudje takrat, ko so ugotovili, da se gradivo uničuje, so se temu zoperstavili in so zasedli centralo tajne, torej politične policije Stasi. Pri nas seveda takrat ob prevratu so bile druge težave, ker se je Slovenija osamosvajala in je bila seveda tudi 10-dnevna vojna. In to je seveda problem. Ravno ob osamosvojitvi so prejšnji funkcionarji pa sodelavci UDBE na veliko uničevali gradivo. Tudi med drugim v Gotenici, kjer je bilo skladišče gradiva in kakor je rekel gospod Štuhec, mi vemo natančno, kdo je bil takrat odgovoren, to se pravi to sprenevedanje
ovadba proti neznanemu storilcu je naravnost smešna, tako smešna približno kot včerajšnja izjava kulturnega ministra, da bodo za to kampanjo za arhivski zakon 5.000 evrov uporabili, v resnici so uporabili 2 milijona 5.000 evrov, zaradi tega, ker imamo ta referendum na 2 tedna po evropskih volitvah, ne? Samo zaradi tega, ker so natančno vedeli, da bodo na evropskih volitvah seveda zmagale pomladne stranke in so hoteli preprečiti, da bi ljudje v zadostnem številu šli na referendum. Tudi v drugih državah so odločali o več stvarih, to se pravi, da bi lahko tudi Slovencem da bi imeli dovolj zaupanja, da bi lahko Slovenci tudi odločali o več stvarih na eni isti dan. Ne? Arhivi so seveda shramba spomina naroda in zaradi tega prav oblast v totalitarnih režimih zelo skrbno nadzira arhive in dokumente v njih in zaradi tega jih po potrebi tudi v kriznih situacijah uničuje in to lahko v Sloveniji zelo jasno dokažemo. V različnih krizah so pač uničevali. Arhivski zakon, ki je bil sprejet leta 2006, je omogočal neomejeno dostopnost do gradiva, ki je nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije 17. maja leta 1990 in ki se nanaša na nekdanje družbeno-politične organizacije, organe notranjih zadev, pravosodne organe, obveščevalno-varnostne službe in tako naprej. In predvidena je bila samo omejitev občutljivih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni s kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter se nanašajo na osebe, ki niso bile nosilke javnih funkcij. Kot občutljivi osebni podatki so bili navedeni podatki o rasnem, narodnem, političnem, verskem, filozofskem, političnem prepričanju, pa zdravstveni podatki, potem tudi podatki o spolnem življenju, kazenski evidenci in seveda prekrških. Dostopnost teh je bila mogoča 75 let po nastanku gradiva oziroma 10 let po smrti osebe. Za znanstvene, pravne, politične in publicistične namene in v primeru, če je bil interes javnosti, če je prevladoval nad varovanimi interesi oseb, pa je bil izjemoma dovoljen dostop. In stvar je bila taka, da smo raziskovalci hodili v arhiv in da smo morali seveda podpisati izjavo, da teh občutljivih osebnih podatkov ne bomo zlorabljali oziroma da se bomo držali zakona. In tudi ni bilo nobenih problemov v tem oziru, do zdaj vsekakor ni bilo nobenega postopka proti komurkoli zaradi tega. Ta novela, ki pa je sedaj bila v parlamentu potrjena, pa izenačuje žrtve in storilce. In to je ta največji problem pravzaprav te novele. To se pravi, da zapira pogled v občutljive osebne podatke nosilcev javnih funkcij. In na prvi pogled sicer zgleda, kot da je dostopnost večja. Brisali so vsekakor
politično prepričanje, kar je v redu, ampak tukaj se ne gre samo za tako imenovani udbovski fond, ker to, kar sem vam do zdaj rekla, stari zakon je samo omejeval podatke žrtev v udbovskem fondu. Sedaj so razširili to tudi na fonde, ki so bili do zdaj popolnoma odprti. Torej gradivo Zveze komunistov, SZDL, raznih sodnih postopkov, tudi verske komisije. To se pravi, da bodo zdaj arhivarji, in tega sem, kako sem ugotovila v Mariboru, arhivarji v pokrajinskih arhivih še sploh ne zavedajo, da bodo zdaj zapirali fonde, ki so ne samo v Arhivu Republike Slovenije, ampak tudi v vseh javnih arhivih, ki vsebujejo podatke o žrtvah in o nosilcih javnih služb. Tukaj ni nobenega razlikovanja več. In to je seveda absolutno sporno, ker se s tem zakriva seveda celotna struktura delovanja prejšnje oblasti. To se pravi, če smo zelo konkretni, podatki o ljudeh, ki še živijo oziroma katere smrt od katere smrti še ni poteklo 10 let, so zaprti. In če primerjam recimo podatke Jožeta Pučnika, pa podatke Mitja Ribičiča, pa moram reči, občutljivi podatki Mitja Ribičiča so po noveli zaprti, zato ker še ni poteklo 10 let. Dočim žrtev Jože Pučnik pa ni enako zaščiten. In tukaj mislim, da razumete, da je tukaj nekaj povsem narobe. To se pravi, mi ne moramo posegati na podatke Zemljariča, Kučana, Ljuba Bavcona, Zdenka Rotarja, Ribičiča sem že imenovala, Ertla, Eržena, vseh teh, ki so pravzaprav krojili prejšnji sistem. Da pa razumemo, kako je sistem deloval, je pa zelo važno, da te podatke seveda mi raziskovalci imamo. Jaz sem odkrila v teh 103 škatlah, ki smo jih lani dobili, 16 strani, ki so služili očitno Sovi še do konca, sicer ne bi to tako zelo skrivali, v katerih je navodilo, kako je treba v vrstah cerkve pridobivati sodelavce. In zelo natančno, na zelo prefinjen način piše, pač ne več s tisto surovostjo, ki so jo uporabljali takoj po vojni, ampak jih je treba držati ali s tem, kar so delovali med vojno, ali alkohol, ali kakšne družinske stvari, torej mamon, torej denar in seveda druge prekrške. Zelo natančno piše, kako je treba delovati, da pridobijo v vrstah duhovnikov in redovnikov svoje sodelavce. In če seveda mi ne vidimo, kako so delovali, ker so to vse občutljivi osebni podatki, potem teh struktur sploh ne moremo odkrivati. Torej, jaz ne potrebujem kot raziskovalec v arhivu, ne potrebujem cenzorja, jaz moram videti
celotno dokumentacijo, kar ne pomeni, da potem imena in priimka vseh, v katerih sem pač tam videla dokumente, objavim, ampak nam gre za to, da lahko strukturo te oblasti raziščemo. In če mi nismo propagandisti, zgodovinopisje je v pravem pomenu besede, seveda nima z agitprop ničesar opraviti, to je bilo včasih, včasih je partija diktirala, kaj je treba pisati in kako je treba misliti o preteklosti. Mislim, da smo to pustili za seboj. In če nimamo vpogleda v originalne dokumente, potem pa se moramo začeti ukvarjati s čim drugim, ampak ne z našo polpreteklostjo. Zelo nekaj je treba reči o anonimizaciji. Ta zakon predvideva, torej pravzaprav ne predvideva, ampak zapoveduje anonimizacijo. Anonimizacija pravzaprav pomeni, da se prikrije ime in priimek, ampak to ni slovenski način. V Sloveniji se ne prikrije ime in priimek, ker to niso občutljivi osebni podatki po zakonu, ampak se prikriva vsebina. Torej se pravi, da vem sicer, da je o nekomu z imenom in priimkom nekaj v določenem dokumentu, ne vem pa kaj, zato ker se vsebina anonimizira. In seveda lahko raziskovalec naroči vsak dan 5 fasciklov. Fascikl ima po 700 strani, če so seveda mikrofilmi, ki vsebujejo nekaj tisoč strani različnih vsebin. Potem arhivar ugotovi, ali so občutljivi osebni podatki v tej arhivali ali niso. To traja seveda dolgo časa, predvsem ker imamo premalo arhivistov in tudi naše aparature, ki jih ima arhiv, so tako zastarele, da potrebujejo veliko več časa, kot če bi bili moderno opremljeni, kot so tuji arhivi. In to se pravi, da tudi če zakon predvideva in določen rok, se tega roka seveda ne moramo držati, ker z udbovskim arhivom, samo da to povem, se ukvarjata 2 arhivista. In če morata pregledati celotno gradivo, ga prebrati, pa potem določiti, kaj je treba očrniti in kaj ne, pri tem pa seveda se morajo tudi, ker so odgovorni, sami sebi ščititi in domnevam, da bodo očrnili veliko več arhivskega gradiva, kot bi bilo potrebno. Potem, če ugotovita, da ne morata dati kar tako gradiva, potem se lahko seveda uporabnik obrne na arhivsko komisijo. Arhivska komisija po tej noveli dobi veliko večjo moč, kot je imela do zdaj. To se pravi, da ker pa je arhivska komisija določena od vlade in vlada je lahko tudi vsak trenutek spremeni, lahko domnevamo, da naslednja arhivska komisija, če ne bomo na volitvah izvolili vlade, ki deluje po drugačnih principih kot ta, ki je danes, potem lahko si mislimo, da bodo izvolili pač ljudi, ki delujejo drugače kot ta komisija, ki je zdaj pod gospod Andrejo Valič-Zver. In ta arhivska komisija raziskovalcu oziroma uporabniku lahko da na razpolago gradivo. Poudarek je na lahko, ni pa potrebno. To se pravi, da če ne dobi dovoljenja, potem je za tega raziskovalca vsekakor, če hoče delati po pravilih stroke, konec zgodbe. Če pa, in tu je ta problem, ta novela zakona na veliko bolj prefinjen način skuša zapirati arhivsko gradivo in temu
nasedajo očitno tudi nekateri iz pomladne strani.